Gotovo se strinjate z mano, da v idealnem svetu ne bi potrebovali vojske, ampak ne živimo v idealnem svetu, kar potrjuje obstoj Dejana Krajnca iz Poskočnih muzikantov. Ne, resno, stari, kaj imaš to na glavi? Zgleda, kot karkoli že bilo, ni dolgo živelo. No, Avsenik se je tako obračal v grobu, da bi ga lahko uporabili za generator elektrike. No, Slovenija ima vojsko in prepričan sem, da je v odličnem stanju. V poročilu, ki ga pripravi generalštab, je pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v miru ocenjena z povprečno oceno zadostno. Pa kje sem že to slišal? A je to en déjà vu? Ostaja Slovenska vojska na najnižji ravni možnosti delovanja. Sem kot vrhovni poveljnik obrambnih sil že tretje leto zapored dolžan javnosti sporočiti, da je Slovenska vojska na najnižji ravni sposobnosti delovanja. Ja. Kak poveljnik, taka vojska? Kaj da je prišel z stranišča, ga zamašil, prišel v dnevno sobo. Kdo je zamašil tok? Naša vojska je slabo pripravljena za čas miru, ampak to je vojska, rabiš jo, ko je vojna, ne? Nisem prepričan, da so naši soldati v popolni pripravljenosti, če bo štala. Generalštab ocenjuje pripravljenost Slovenske vojske v krizi ali v vojni za nezadostno. Aha, vrhovni poveljnik, naš predsednik Borut Pahor nam hoče povedati, da je naša vojska v primeru vojne pripravljena slabške Junker na 40 dni brez alkota. Ja, gospa, vem, boste rekli, Madej Godler, kaj rabimo vojsko? Kdo nam pa kaj hoče? Dajte si predstavljati, da se Hrvatom utrga nas hoče okupirati, ne vem, zaradi terana. Edino, kar lahko mi naredimo kot država, je to, da hrvaškim tankom prodamo vinjete, pa jim na meji damo flašo vode. Kaj pa NATO, boste rekli? Naš zračni prostor pa ščitijo Italijani. To je narod, ki ima od kraja slovenskega ozemlja rajš sam še mopede. Zdaj pa nazaj k naši vojski. Dajmo vprašati glavnega vojaka, kaj je Slovenska vojska naredila v lanskem letu. To bo najbolj. Izvedli smo 28 gašenj, 166 helikopterskih nujnih medicinskih prevozov in 197 helikopterskih reševanj v gorah in 11 letalskih prevozov darovanih organov iz tujine. Se pravi, hočete reči, da je naša vojska v bistvu en čas prostovoljno gasilsko društvo, en cajt rešilc, en cajt gorska reševalna služba. Slovenska vojska sploh ne rabi novih tankov pa pušk, ampak nove gasilske kamione. Mogoče bi pa lahko posodili tisti vaš vodni top za 1 milijon evrov Cerar. Čeprav, kolikor res poznam našo državo, bomo ugotovili, da se s tem topom sploh ne da gasiti, ker nekdo ni kupil cisterne za vodo še zraven. Zdaj, 2 leti nazaj smo na dolg pogledali vse polomije naše vojske, to si lahko pogledate na YouTubeu za nazaj, zato ne bomo zdaj spet dolgovezli, a vprašanja ostajajo, zato je najbolje, da odgovore poiščemo pri strokovnjaku. Na zvezi pozdravljam diplomiranega Slovenca in eksperta za obrambo Janeza Ivana Novaka. Pozdravljeni, gospod Novak. Hvala Jezus, gospod Godler. Ja. Vrhovni poveljnik in predsednik, meni gre še zmer, oprostite na smeh, ker mi gre vojska pa barbike, ne vem, kako gre to skupaj. Ampak predsednik Pahor je tudi letos vojski dal zadostno oceno, torej 2. Žalostno. Ja. Za delovanje v krizi ali vojni je vojski dal oceno nezadostno, torej čisti šus. Glejte, če ne bi med osamosvojitveno vojno izgubil solzne žleze, bi v tem trenutku potočil solzo ali pa 2. Kljub slabi oceni je Pahor dejal, da se na našo vojsko lahko zanesemo, saj njen najpomembnejši faktor, to je človeški faktor, po njegovih besedah odstopajoče pozitiven. Res je, Slovensko vojsko, vse odkar je Pahorjeva vlada začela nižati sredstva, poganja samo še ljubezen do domovine, mestnega narezka in velikega vodje. Čeprav Pahor opozarja, da so se mednarodne varnostne razmere v zadnjih letih poslabšale, Slovenija ne bi bila neposredno vojaško ogrožena. Kaj da ne? Slovenija je ogrožena. Kaj boste rekli, da smo panelno ograjo za srne postavljali? Ja, za srne ne, za brez veze pa ja. Neumnost. Slovenijo ogroža tako zunanja nevarnost, ki prihaja z vzhoda, kot notranja nevarnost, ki prihaja iz Murgal.
Ja, pa kako se obraniti vseh teh groženj, če pa za vojsko ni denarja? Kako zdaj? Poglejte, naši vizionarji so že lani predlagali, da se v Sloveniji ustanovi nacionalna garda, sestavljena iz 25 000 domoljubov. Ja, pa kaj pa ne bi delali 25 000 domoljubov? Me veseli, da ste vprašali. Zdaj, domoljube s posluhom se postavijo ob panelne ograje na meji, kjer vsakega prebežnika pozdravijo z domoljubnimi napevi, do prihoda vojske ali policije seveda. Domoljube s primerno obutvijo se postavijo v Murgle, kjer ponovno poskusijo s sežiganjem biografije o Kučanu. Štefkin čaj je seveda vključen. Domoljube z lastnim traktorjem se razporedi po slovenskih Baumaxih, kjer aktivno preprečujejo nastanitev migrantov na oddelku za savne in vrtne ute. Samske domoljube se prijavi na portal za zmenkarije. Malo smo zašla, gospod Novak, zakaj se ta vaša nacionalna garda ne bi, oziroma zakaj ne bi mogli opravljati vojaških opravil? Jaz bi tukaj spet pohvalil gospoda Cerarja, ki vojsko rešuje z domoljubnim širjenjem pooblastil. Če nimaš denarja za natakarja, najameš študentko, ki je pa odsnejš, a ne? Če pa nimaš za vojsko, daš pa policiji, pa redarjem, pa nabornikom vojaška pooblastila. Enostavno kot domača potica, ne? Dobro. Zdaj, ko že omenjate nabornike, se vam zdi predlog Karla Erjavca, da se spet uvede obvezno služenje vojaškega roka, boljši od Janševe ideje o nacionalni gardi? Seveda, mislim, nihče nima boljših idej kot ljubljeni vodja. Je pa dejstvo, da imamo v Sloveniji problem z disciplino mladine. Vse preveč mladih poseda po barih in na Facebooku kriči o revoluciji. Vsa ta šibka mularija bi lahko hodila v hribe, rojevala čistokrvne Slovence in ljubila domovino. Veste, naša prihodnost bi morala biti bolj Janez Janša in manj Luka Mesec. Mislim, da bi bilo lepo, da naša prihodnost ne bila nič od naštetega. Pa vendar, gospod Novak, kje vidite rešitev? Pahor pravi, da bi morali v poslabšanju razmer vojski hitro dati več denarja, ampak kako? Glejte, stvar je čisto preprosta. Imam kar nekaj poslovnih idej za našo vojsko. Vojska bi lahko pomagala kmetom. Okrog sadovnjakov bi postavili tehnične ovire za zaščito pred srnami, njive bi jim zorali z goseničarji, vrt bi jim preštihali z bajoneti, voluhare bi pa iztrebili z granatami. Zdaj, za pusta in sindikalne zabave bi državljanom posodili uniforme, po potrebi tudi vojaško mehanizacijo. Z 8-kolesniki bi državljanom pomagali iz Celovca pripeljati pohištvo iz Ikeje, hoteli in ostale turistične kapacitete bi zverzirane vojake lahko najele za postiljanje in čiščenje sob. In za konec, slovenska vojska bi za poroke in druge prireditve lahko nudila catering z golažom in pasuljem. Ne, to bo mogoče celo delovalo. Gospod Novak, za zaključek nam povejte čisto na kratko, kaj rabi slovenska vojska, da se reši zgodle? Novega obrambnega ministra, nacionalno gardo, vojaški startup, več ozemlja in našega vodjo. Odlično, veliko dobrih idej za našo vojsko, gospod Novak. Najlepša hvala za vaš čas, predsednik Pahor. Upam, da ste si zapisali ideje in boste kot predsednik države izboljšali razmere v vojski. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!